Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o projektu Venera, po angleško Venus Project. To je projekt v povezavi z futurističnim arhitektom Jacquom Freskom, ki sem ga šel tudi osebno poslušati pred nekaj leti, ko se je oglasil v Sloveniji. In v povezavi z tem projektom je tudi filmska trilogija, ki se imenuje Zeitgeist. To je zelo zanimiva dokumentarna serija, ki razkriva o tem, kako deluje globalni denarni sistem, kako smo zasužnjeni preko bančnega sistema in kako je delovanje denarja ustvarjeno na ta način, da nam onemogoča življenje v polnem izobilju. Ta Venus Project prikazuje različne tehnološke rešitve, kako lahko na svetu bolj ekonomično, trajnostno ravnamo z viri, kako lahko z izgradnjo krožnih mest našo družbo naredimo veliko bolj učinkovito. In to so vsekakor zelo dobre ideje, ki jih tudi jaz pozdravljam. Je pa tukaj eno veliko vprašanje, in sicer kako priti do takega rezultata, kot se ga prikazuje v Venus projektu. Glede tega ni nobenih jasnih smernic in tukaj vidim veliko pomanjkljivost. Enostavno se čaka, da bi se zgodilo nekaj čudežnega, da bi človeštvo magično prišlo do zavedanja, da moramo nekaj spremeniti, in potem bi tehnologija spremenila našo družbo v nekaj trajnostnega. Glede tega bi lahko rekel, da se ne razume določenih bistvenih dejavnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri doseganju takih idiličnih dolgoročnih vizij. In sicer projekt Venera se ne ukvarja z proučevanjem in razumevanjem delovanja človeškega uma. Torej, kako so naši miselni in vedenjski vzorci tisti, ki nas držijo na ustaljeni poti ustvarjanja še naprej enakih rezultatov. In ne moremo ustvariti boljše in trajnostne družbe, dokler ne začnemo radikalno, temeljito spreminjati naših lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Zato se med proučevanjem raznih rešitev, kot so projekt Venera, pred 7 leti naletel tudi na mednarodno skupino Destiny, kateri je jasno, da je preobrazba miselnih vzorcev prvenstvena, najbolj pomembna zadeva, katere se moramo najprej polotiti. Torej, mednarodno gibanje Destiny ima tudi željo, da bi vsi skupaj živeli tukaj na Zemlji v harmoniji in izobilju. In še ena bistvena razlika je v primerjavi z projektom Venera. Venus Project gleda na ostala živa bitja, torej na živali in rastline, samo kot na enega izmed virov surovin za ljudi.
obravnava se zgolj človeka kot nekaj več vrednega, ostala živa bitja pa kot manj vredne. Pri Destiny gibanju pa se obravnava čisto vsa živa bitja kot enakovredna in se želi zagotoviti ne samo svet, ki bo po meri človeka, temveč da bo po meri vseh živih bitij. Torej, da se enakovredno obravnava tako človeka kot živali kot rastline. Pri Destiny v Južni Afriki na farmi delajo pilotski projekt tega sistema sobivanja z vsemi živimi bitji, sonaravno pridelavo hrane oziroma samooskrbo, predvsem pa vsak na farmi Destiny dela intenzivno, vsakodnevno na preobrazbi lastnih miselnih vzorcev. Gre za neke vrsto psihoanalize, kjer se vsak preko pisanja poglobi v vse subtilne miselne vzorce. Razvili so tudi spletne tečaje, ki pomagajo vsakemu, da se nauči te veščine. Zato predlagam vsem navdušencem nad projektom Venera, da se zavedajo te pomembnosti, da najprej spremenimo svoje miselne vzorce, kajti naša zunanjost se ne bo sama od sebe magično spremenila. Mi moramo postati tista rešitev, ki jo čakamo. Mi moramo postati sposobni in pripravljeni na medsebojno sodelovanje, na odstranjevanje vsega strahu in skupaj stopiti v smeri izgradnje boljšega sveta za vse. Zato vsem priporočam, da proučijo tudi Destiny gradivo, da se vpišejo na te Destiny tečaje. Uvodni tečaji so povsem brezplačni in da na ta način vsi skupaj naredimo prvi korak, ki je potreben za to, da ta svet spremenimo v neko podobo raja na zemlji. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.